Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem, ki kdaj čutite, da ste drugačni, in vsem tistim, ki se učite, da je to nekaj čisto posebnega. V tokratni zgodbi bomo spoznali Pikca, radovednega veverička, ki ima težave z vidom, a si ne upa nositi očal. Bo zmogel premagati strah in sprejeti, da mu lahko očala pomagajo videti svet takšen, kot je? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Čarobna očala. V čudovitem gozdu je v deblu starega hrasta v udobni duplini živela veveričja družina. Mama veverica in oče veveriček sta skrbela za svoje 3 navihane mladičke veveričke, udobno domovanje ter najokusnejša semena, oreščke, mlade poganke in še kaj. Najmlajšemu veveričku je bilo ime Pikec. Bil je majhen, z gosto sijočo rjavkasto rdečo dlako, bistrimi očmi ter predvsem velikim srcem. Pikec je vsako jutro, še preden je sonce s svojimi toplimi žarki uspelo posijati skozi drevesne krošnje, navdušeno skočil iz postelje, saj je bil prepričan, da bo vsak nov dan prinesel nekaj zanimivega ter poučnega. Bil je nadvse radoveden, pogumen ter vedno pripravljen pomagati, če se je kdo znašel v težavah. Velikokrat je s prijaznimi besedami ter gestami pomagal prijateljem, ki so imeli le slab dan. Tako si je nekoč prijateljica zajčica Bela obula napačen par čevljev, jazbec Grega si je narobe oblekel svojo najljubšo majico, srnjaček Rjavko si je pozabil zapreti zadrgo na hlačih, Polh Lenko pa je stopil, ne boste verjeli, medvedov kakec. Pikec je prav vsakemu izmed njih priskočil na pomoč ter jim na obraz ponovno pričaral nasmeh. Veveriček Pikec je naravnost oboževal skakanje z veje na vejo, reševanje nalog v gozdni šoli ter skrivne odprave s svojimi najboljšimi prijatelji. V zadnjem času je Pikec opažal, da nekaj ni bilo prav. Učiteljica, gospodična Čopka, je izgledala drugače, malce nejasno. Ko se je Pikec zagledal v plakat s čurkami, so bile čurke videti meglene. Listi na drevesih niso imeli več ostrih robov. Ko so se s prijatelji v gozdu igrali skrivalnice, je videl le sence in pogosto se je zgodilo, da ni videl prijateljev, čeprav so bili čisto blizu njega. Nekoč pa je celo stopil mimo dupline, šel je kar mimo svojega lastnega doma. Pa saj ni vedno potrebno videti vsega, je rekel njegov prijatelj volk Sivko, ko mu je Pikec potožil svoje težave. Važno je, da imaš dobro srce, je še dodal volk. Pikec je z nasmeškom pokimal, a globoko v sebi začutil nelagodje, sram in še kanček strahu. Preplavila so ga številna vprašanja. Se bom še lahko igral v skrivalnice s prijatelji? Kako bom prepisoval črke in številke s table? Kaj pa, če bo vsak dan težje? Kaj, če bom nekoč popolnoma izgubil vid? Kaj pa, če bom moral nositi očala? Očala? Se je zdrznil Pikec. Ne, pod nobenim pogojem ne bom nosil očal in pika. Si je odločno mislil sam pri sebi. Dnevi so hitro minevali in Pikec je na žalost vse slabše videl. Mrščil je svoj obraz, napenjal oči, a ves trud je bil zaman.
Nekega dne je po končanem pouku do veverička Pikca prijazno pristopila njegova učiteljica, gospodična Čopka. Pikec, si morda tudi sam opazil, da slabše vidiš? Ga je nežno vprašala. Pikec je pogledal v tla. Mogoče res, ampak nočem nositi očal. Žužko bo zagotovo rekel, da izgledam kot star stric. Lisica Zvitorepka se mi bo smejala. Vsi me bodo gledali in se norčevali. A gospodična Čopka se je le nasmehnila. Pikec, nošenje očal ni prav nič sramotnega. Očala so čudovit pripomoček. Tako kot brke uporabljaš za tipanje, smrček za odkrivanje okusnih lešnikov ali rep za ravnotežje. Očala so kot okno v svet, pomagajo ti videti svet takšen, kot je. Veveričja starša sta svojega najmlajšega sina odpeljala k staremu izkušenemu optiku Jazbecu. Najprej mu je Pikec zaupal svoje težave z vidom, nato pa je Jazbec Ciril Pikcu pregledal oči, prijazno izmeril dioptrijo in mu z navdušenjem pomeril vzorčna očala in Pikec je ponovno videl. Namreč ponovno je spregledal. Svet okoli njega je postal kristalno jasen in hkrati je spoznal, da mu bodo očala ponovno vlila srečo ter veselje do igrivih otroških dni. Ja, prav očala so tista, ki bodo odgnala prav vse njegove skrbi. Neverjetno. Pikec je izbral prav posebna očala. Očala s tankim modrim okvirjem in posebnimi, skoraj da nevidnimi gumicami, da mu ne bi med skakanjem po vejah ter pri igri s prijatelji padla dol. Ko si je Pikec prvič nadel svojo čarobno očala, je bil svet drugačen, popolnoma drugačen. Listi na drevesih so imeli robove, zelo zanimivo izrezljane robove. Iglavci so imeli posamezne iglice, prav neverjetno. Celo mravlje je videl, čeprav so bile res majhne, a zelo delovne. Pikec je bil popolnoma navdušen. Vse dokler ni prestopil praga gozdne šole. Na poti se je srečal z lisico Zvitorepko in lisjakom. Poglej ga, pametnjakovič z očali, je s prezirom rekla Zvitorepka. Lisjak Leon pa je dodal, a zdaj boš pa še knjige požiral. Pikec je zardel in si snel očala. Pospravil jih je globoko v šolsko torbo in želel čim hitreje pozabiti na njih. A kaj, ko znova ni jasno videl učiteljice? Črke na šolski tabli so bile meglene, povrhu vsega pa ga je pričela boleti glava. Učne ure so hitro minevale in Pikec se je že veselil, da bo lahko odšel domov. A med potjo domov se je ves razočaran ter jezen spotaknil ob korenino, se opotekal, a kljub temu nesrečno padel v lužo. Najraje bi kar pozabil današnji dan, je godrnjal Pikec in solze žalosti so mu spolzele po licih. Po premisleku se je Pikec odločil, da očal ne bo več nosil. Čeprav je bil svet z njim lepši, ni mogel prenesti posmeha svojih prijateljev. A nekaj dni kasneje je učiteljica, gospodična Čopka, navdušeno oznanila. Jutri bomo imeli veliko iskalno pustolovščino. V parih boste morali poiskati skriti zaklad v gozdu. V pomoč vam bo služil zemljevid, natančno opazovanje ter logično sklepanje. Pikca je stisnilo pri srcu. Težko je pogoltnil slino. Zamislil se je. Zemljevid? Opazovanje? Iskanje? Kaj pa, če ne bo prav ničesar videl? Naslednji dan je bil v paru z lisico Zvitorepko. Super, zdaj bomo pa še izgubljeni, ker Pikec tako ali tako nič ne vidi, je nesramno rekla
in pri tem zavila z očmi. Pikec bi najraje odhitel domov, a učiteljica mu je v roke potisnila zemljevid in glasno naznanila: naj se lov na skriti zaklad prične. Ko sta Pikec in Zvitorepka pričela slediti navodilom na zemljevidu, se je v Pikcu nekaj premaknilo, spremenilo. Spoznal je, da brez očal Zvitorepko zagotovo ne bosta med prvimi našla skritega zaklada. Sklonil se je k svoji šolski torbici in iz nje previdno vzel svoja čudovita, čarobna očala. Njegova želja po raziskovanju je bila neustavljiva. Pikec je z navdušenjem pogledal zemljevid, nato se je razgledal okoli sebe in se ponovno zazoril v zemljevid. Tisto drevo ima 3 veje v obliki črke Z, tako kot na zemljevidu. Pojdiva v to smer, je Pikec z navdušenjem kriknil. Zvitorepka ga je pogledala in zmignila z rameni. Ja, mogoče pa res, je še dodala. Ko sta prišla do iskanega drevesa, je bila v ljubju zarezana drobna črka V. To je zagotovo namig, je vzkliknil Pikec ter pogledal navzdol. Zvitorepka, poglej pod kamen. Pikec svojega navdušenja ni mogel več skrivati in ob tem se je odlično počutil. In res. Zvitorepka je pod kamnom našla listek s sličico jagode in zapisom: rdeče kot sončni zahod, sladke kot zmagoslavje. Pikec in Zvitorepka sta hitela do naslednje lokacije in takrat se je zgodilo. Veter je zgrabil zemljevid in ga odnesel visoko na vejo. Zvitorepka je planila za njim, a je samo zamahnila v prazno. No, super, zdaj sva pa res izgubljena, je zavzdihnila. A Pikec je hitro opazil nekaj, kar so njegovi sošolci spregledali. Ob poti so bile drobne oznake, skoraj nevidne puščice, narisane z jagodnim sokom. Pikec jih brez očal ne bi opazil, prav tako kot tudi Zvitorepka ne. Bile so res skoraj da nevidne. Poglej, slediva lahko tem oznakam, pozabiva na zemljevid, je rekel Pikec. In poglej, pajkova mreža z modrim peresom. To je zagotovo še eden izmed namigov. Kako si to sploh opazil? Sama sem gledala tja, pa nisem prav ničesar opazila. Prav ničesar, je še potiho dejala Zvitorepka. Pikec se je le prijazno nasmehnil. Tale Pikec pa sploh ni tako napačen, je pomislila Zvitorepka. Ko sta se veveriček ter lisica približevala lokaciji skritega zaklada, jo je do cilja ločila le še duplina, do katere sta lahko prišla le skozi ozko grapo. Odhitela sta po gozdni poti in kmalu zagledala star lesen mostiček. Brz sta stekla preko mostička, a kar naenkrat sta zaslišala škripanje ter pokanje pod svojimi nogami. Zvitorepka se je ustrašila in kriknila: nazaj morava! A Pikec je z očali videl, da se spodaj ob grapi vijajo korenine, ki tvorijo naravni most. Previdno sta se stopila z škripajočega mostička, se spustila navzdol po koreninah in končno prišla do skrivnega mesta. Pred vhodom v duplino jo je čakalo sporočilce. Na kamen z dolbinico sta morala natančno postaviti jagodo iz prvega namiga. Pikec in Zvitorepka sta se spogledala, se nasmehnila in jagodo skupaj previdno položila na kamen. Le nekaj sekund kasneje se je zaslišal klik in odprla se je skrinja s skritim zakladom. V skrinji pa ni bilo le posušenih borovnic in kupona za brezplačno jagodičev v gozdni pekarni. Na dnu skrinje se je skrivala kuverta z lističem, na katerem je pisalo: pogum in pogled tvorita uspeh. Zvitorepka je začudeno pogledala in skoraj da bi ostala brez besed. Wow, Pikec,
Brez tvojih očal ne bi nikoli opazila vseh teh drobnih znakov, ki so naj pripeljali vse do skritega zaklada, je vznemirjeno rekla. Nato pa malce tišje še dodala: Pikec, oprosti za moje besede. V bistvu ti tvoje čarobna očala prav prikupno pristojijo. Pikec se je široko nasmehnil, namreč nič več ga ni bilo sram, da nosi očala. Še več, bil je zelo ponosen. Novica o najdenem skritem zakladu se je hitro razširila po gozdu, vse do učencev in učiteljice gospodične Čopke. Ko sta se zmagovalca vrnila do gozdne šole, so jo tam že nestrpno pričakali njuni sošolci. Gospodična Čopka je navdušeno ploskala. Lisjak Leon je glasno zavriskal in celo jež Žužko, ki se je vedno držal bolj zase, je rekel: Bravo, zelo uigrana sta bila. Naslednji dan je Pikec prišel v šolo s svojimi čarobnimi očali. Starega, izgubljenega ter rahlo prestrašenega Pikca ni bilo več. Med sošolce je ponosno stopil samozavestni veveriček z velikim nasmeškom na obrazu. Med daljšim šolskim odmorom so se učenci igrali na igrišču, ob katerem je na leseni klopci otožno sedela miška Lučka. Sončni žarki so se odsevali v njenih solzah, ki so ji polzele po licih. Pikec je začutil miškino žalost ter se odločil, da ji priskoči na pomoč. Tiho je sedel zraven nje in čakal. Ni trajalo dolgo, ko je miška Lučka tiho šepnila: Veš, tudi sama včasih slabo vidim, ampak se tega nikomur ne upam povedati. Strah me je. Pikec se je nasmehnil in prijazno dejal: Potem je čas, da greš tudi ti do optika, starega jazbeca Cirila. Zagotovo bo tudi zate našel prav čarobna očala. Lučka se je nežno nasmehnila, prvič brez zadrege. In ko je nekaj dni kasneje prišla v gozdno šolo z rožnatimi očali, ji ni bilo več nerodno. Zakaj, se boste najbrž vprašali? Preprosto zato, ker je imela ob sebi zaveznika po imenu Pikec. In tako je Pikec postal mnogo več kot le veveriček s čarobnimi očali. Postal je pogumen vzornik v gozdni šoli. Dokaz, da včasih največji pogum ni skočiti na najvišjo vejo, ampak sprejeti svojo drugačnost, kar te naredi še boljšega. Ja. Kakšna lepa zgodba. Pikec je spoznal, da nošenje očal ni prav nič sramotnega. Prav nasprotno. Očala so mu pomagala odkriti svet v njegovi najlepši lepoti in pokazala, da je prav njegova drugačnost tista, ki ga dela izjemnega. Dragi otroci, včasih se nam kaj zdi nerodno ali čudno. Ako zberemo pogum in sprejmemo to, kar smo, odkrijemo, da smo prav zato čisto posebni. Vsak izmed nas ima nekaj, kar ga dela edinstvenega, in to je naše darilo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa vas čaka še mnogo lepih slovenskih ter tujih pravljic, ki že čakajo na vas. Vabljeni k poslušanju in ne pozabite se naročiti na kanal. Ohranimo svojo domišljijo in naj nas vodijo naše sanje. Prijeten veveričkov pozdrav prav vsem. Čau, čau. Bravo, Pikec. Pa res vzorno.